Dinarator. Bog dej. M pika, A pika, L pika, I pika. Malina Lina. Malina Lina. Kako se grejeta? Z ljubeznijo. Notri je bila že pečica, taka za avtodome, na plin, in jo prižgeš z gumbkom. In zagreje. Ja. V bistvu sem ful zadovoljna z gretjem, nisem pričakovala. Grejeva se večinoma takrat, ko je minus ali pa okrog nule. Včeraj je bilo 4 stopinje, pa ni bilo potrebe po gretju, tako da je kombi zelo varčen. Tudi ko prižgeva gretje, ga imamo za 1 uro prižganega, pa ga pa izklopva. Bolj 15 minut do pol ure. Aha, tako je. Po noč nikoli nisva še spala z gretjem, tudi ko sva spala v minusu. Če pridete do Idrije, vaju vas z veseljem povabim na večerjo. Hvala! Zelo dobro vprašanje. Odgovor je ja. Ja, pridemo, ko se vračamo. Vsa čast, vsaka čast. Vsaka čast? Vsa čast, ne? Ja, vsaka čast, da se preselita noč sred ledene dobe. Ja, ali pa globalno segrevanje, tudi sred te dobe. Sred obeh dob smo se preselila v kombi. Dejansko ni take panike z minusom v kombiju, kakor sva mislila. Najbrž ni za vsazga, ni pa tako težko, ko si folk največ predstavlja tam res. Malo so pa tudi utrjena, glede na to, da v Zidanci imajo WC na štrbun kot zunaj, tako to pomeni, da celo jesen in do decembra v bistvu hodijo na WC ven, tudi če je minus. Malo so kar utrjena v bistvu. Ja. Za naj to že vsakdanjost, mogoče za koga ni. Ja. Mislim, lej, nora sta, zakon sta, ful rada vaju spremljam in ful te rada poslušam, Klara. In tebe, Klemen, zihar jaz še dodajam spodaj. Po mojem je pozabila še tebe moment. Vidva sta noro dobra. Ista oseba, super. Hvala. Kdaj odpotujeta izven Slovenije? V Sloveniji sva bila eno noč. Plan je bil pa več, ampak ledena doba. Ledena doba je bila v Sloveniji, tako. Ja. Kdo bo imel prvi domotožje? Eden od vaju ali piknik? Ja, piknika imamo za izgovor, ker rečemo, lej, ko ima domotožje, v bistvu si pa medva želiva iti domov, tako da... It's not true. Ni? Ok. Imaš ti domotožje? Ne, piknik ga ima. Jaz dejansko mislim, da je piknik. For real, ja. Piknik se mi zdi pogreša tu svojo gigantsko dvorišče, kjer je vedno pač v ograji odvezan in cele dneve leži na soncu. Ja, medva pa zdaj imava tu dom, tako da pol domotožje bi bilo, če bi od kombija šla stran. That's a good one. That's a good one. Kam? Kam? Najbrž je mislila, kam kurca. Kam kurca. Ko po noči naokrog divjam, prijatelji vprašajo me, kam? Ti si šel v biznis čisti. To je Kosovel napisano, na Gregorčiču. Ja, točno to. Kam? Na toplo. Cilj je Španija. Ja. Pol pa prideš v Italijo, pa ponutaš, da moje pice. Pa slano maslo. Pa da je Neapelj dol, ni v smer Španije in imaš že križišče prvo. Kam? Ne vem, kam? Ja, tu je najbolj pogosto vprašanje, ki ga doveva. In res, pač medva se ne laževa, nič ne skrivava, medva dobesedno nimava pojma, kam. Hotla sva iti v Španijo, mislila sva, da bo šla direkt v Španijo in tle sva zdaj vsred enih hribov v Italiji. Ja. In googlava, kam parkirati avto v Firenze, da nama ga ne bodo ukrali. Tako da, iz enega dneva v drugega živimo. Je dovolj izoliran, da vaju po noči ne zebe? Kombi je izoliran. Super je. Tako, za kako dolgo gresta na pot? Odgovor je, ker ne veva, kam sploh greva, ne moramo niti vedeti, koliko časa bomo, oziroma kot je rekel v tistem slovenskem mimu, ne vem, kam grem, ker ne vem, kje sem. Ne vem še točno, ker sploh ne vem, kje sem. To je dobro vprašanje. Koliko od 1 do 10 se spoznata na auto repair and maintenance? Tako kot vsak milenic, ne? Ful, hkrati pa čist nič, ne? Lahko že jaz povem? Bom še malo dodal. Ajde. Pred
vedeli smo, da bo dolga pot, ne glede na to, kam greva, tako da smo ga dala na servis in smo hoteli zvedeti, v kako dobrem stanju je kombi in je v dobrem stanju. Tako da sprot ga bova poslušala, če bo kaj jamral, in če bo jamral, ga bova dala ali komu drugam popraviti, drugače pa prek YouTubea, čisto milenijsko. Jaz mislim, da se ne spoznava veliko, Klemen ima ful interesa se naučiti. Se pa na računalnike spoznava, ti se na fotografije, ne? Ja, tako da če kaš nazaj lahko. Če se gomo pa kvar Klara slika, jaz grem pa ne vem kaj. Ne, takole je, ne? Na LTE. Klemen ima saj ful interesa za te stvari, tako da zato je čist drugače pristopati. V kombiju ni samo auto repair, ampak so še druge stvari, če nisi saj malo handy pripraven nekaj, pa želiš nekaj popravljati, bo kar jeba, če ne boš znal sam. Recimo, medva sva ugotovila šele, ko sva šla na pot, da je ta inverter čist prešvoh za moj laptop ali pa Klemnov. In zdaj imava celo štalo s tem, kako zrihtati, ker želiva biti valjda samooskrbna z elektriko, imava solarne panele po celi strehi, ne moramo pa te elektrike pretvoriti v to, da bi se nama laptop polnil. In če recimo Klemen ne bi imel vsaj malo interesa, pa znanja, pa želje, da tu googla, pač bi nama tu mogel nekdo drug zrihtati, ker jaz absolutno ne bi znala tega. Ja. Tako da... Znanje je tako sprot, se mi zdi, dobijo, ko se nekaj pokvar, pa pol moraš zrihtati. Klemen je pa tudi na elektro hodil, tako da... Centripetalno si, temne denačke. Staša zanima, če sva ga prebarvala, ne. Kombi je v bistvu z ene strani pa grafiteren, z ene strani je pa bel. Zato eni pač so vedno zmedeni, kakšen kombi malo. Sta kupila rentala, sta še sama kaj dodelala v notranjosti. Kombi sva kupila že dolgo časa nazaj, ker pa sva šla v bistvu v Dominikansko in je kombi sem stal na parkingu. In se je začela obnova po Dominikanski. Nine Life je bil tako v zadnje 3 mesece cel vrtiljak emocij in dogodkov. Pač ful se vse hitro dogajalo, pa dala sva si nek time pressure, da res čim prej greva na pot, zato da se izogneva zimi v Zidanci. Tako da sva medva ta kombi, v 3 tednih sva ga pripravila za na pot. Sej vozen je bil, ampak ful enih stvari je bilo za zrihtati. In jaz tudi nisem mogla Klemnu na začetku kaj veliko pomagati, ker sem mogla ful delače, pa projekte zaključovati. Tako da v glavnem kombi sva. Mislim, Klemen ga je čistil, vse je dal ven, vse sva oprala, kar je tekstilen. Serviserje sva ga pelala, pa gume sva mu zamenjala, rezervni ključ sva mu naredila. Tu. In pa Klemen je še naredil, tako kot je rekel, poslo za, torej novo ploščo je dal za poslo, da sva dala svoj jogi gor. Pa malo sva razmišljala o teh boksih, ne, za storage. Tega sva nekaj nakupila. Tako. In tu je v bistvu tu, zdaj na poti pa, kot sem omenila, se s tem inverterjem ukvarjamo in z elektroniko. Tako da, to je to. Ja. Ni bilo kaj, nismo hoteli tudi preveč nakupiti, da bomo raje en del smo prepuščali improvizaciji. Še eno stvar lahko povem, da ta kombi je bil zrihtan čist, da ga lahko uporabljaš iz prve in iz časovne stiske in tudi malo iz unga, why would we, nismo šla dejansko nič spremenjati, ker se nama ni zdelo potrebno. Tu je najna neka prva izkušnja s kombijom in sva bila tako, dej sem greva na pot, dejmo tu testirati, dejmo on the fly pač videti, kako funkcionirajo te omarce, kako funkcionirajo ta miza, kako funkcionirajo predali, pa pol bova že videla, ali se nama sploh splača tu spremenjati ali ne. Ja. Tehnično vprašanje, zelo kratko oziroma ključne besede. Brief, ne? Ogrevanje, tuš, WC, štrom, hvala. Tuš se tudi iz te iste naprave segreva vodo, potem WC kasetni, ne, se reče. Tako imajo večina avtodomov, sprazneš na vsake tok časa. Štrom je pa iz sončnih celic, med vožnjo, ne? Med vožnjo se lahko napolne, pa nisva še stesera, če ga v 220 ali 230 lahko utakneš. Ja, zunaj ima odprtino, v katero... ne vem, če imava kabel. Kombi je ful velik in ima dejansko ločen prostor kot kopalnica in ima tuš je inox spode in pač ta kasetni WC se tako zavrti. Gre se sem za to, da ko sem jaz gledala van life, ful ljudi nima WC-ja not ali pa sploh tuša, tuš je ful manj pogost.
WC še imajo, tako ki je skrit. In jaz sem tudi mislila, da se ne raba tega. Po enem tednu življenja v kombiju sem ful vesela, da to imava. In nama je ful olajšalo life, sploh ker je zima, pa najbrž tudi polet. Koliko je za v najem? V najem pa nimava, ne, plana, ker ne moramo biti več kot 2 noter, ne. Da bi še kaj najemalce vzela. Še ne. Streho, ne, še ne. Ni še Airbnb. A ja, to je pa, kaj je bilo tako drago. To se ziher nanaša na story, ko sem jaz tebe snemala, ko si tankal dizel. Pač cene dizla so tako, mislim, gorivna sploh, so off the roof. Zakaj sta se preselila v kombi in kam sta namenjena? Torej, doma smo se usela v eni točki za mizo oziroma na kavč in razmišljala, kako bomo medva v Zidanci preživela zimo, če je mrzlo. Kaj so opcije? Ena izmed recimo 5 opcij je bila kombi in se nama je zdela najbolj všeč, hkrati pa tudi ne čist možno, v smislu nismo vedeli, da bomo to na koncu v tej opciji prestala, ampak pol v eni točki začneš googlati kombije, kot je dolg čas, ali na WC-ju, ali nekje. Pol najdeš enega trika dražjega, kakor si najprej mislil, da boš kupil. Ja. In pol ga kupaš. Jaz bi še dodala eno bolj osebno stvar, in sicer najino življenje je zdaj v zadnjem letu pa pol ratalo ful tako bolj ustaljeno, sploh jaz sem bila prej navajena veliko. Pip! Tak life je ratal, pač hustle life, zato ker sva oba delala ful veliko, ful manj je bilo dogodivščin, ful sva zapadla v to 30 let, sva stara in zdaj pa moramo razmišljati o hiši in o kreditih in prišla sva do ene točke, ko sem bila jaz tako, ne, medva raba še dogodivščine, medva morava iti nekaj spremeniti v življenju. In mislim, da je bilo tudi s tem povezano, ta izbira za kombi. Še kakšne zaključne misli? Jaz jih nimam. Mislim, da bomo posnela še kakšen YouTube video. Spremljate nas lahko, ja, v bistvu nas, saj smo 3. Spremljate lahko nas tudi na TikToku pa Instagramu. Kaj bo je? TikTok pa Instagram. Ja, kje pa tebe lahko spremljajo? Vabljeni na obisk, bomo sproti lokacijo poročala, pa ja, nimamo hišne številke, treba se bo znajti, tam pa splača se, ja. Lepo se imejte. Čau. Pa.